Pozdravljeni! Danes je 31. maj, datum, ki marsikomu izmed vas ne pove prav nič. A točno danes, pred 7 leti, sem začel z objavami na YouTubu. In kot običajno, kot vsako leto, se bomo tudi tokrat ustavili pri tem pomembnem mejniku. Že 7 let vsak dan dobite na kanalu Bajor's Way prispevek, ki govori o Formuli 1. Seveda, tematike, ki se jih dotaknem, so raznolike. Govorimo o zgodovini, govorimo o aktualnih zadevah, govorimo o zaodrju Formule 1, govorimo o dirkah in seveda tehniki. Marsikdaj pride na vrsto prispevek, ki nekomu izmed vas ni všeč, ampak tisto, kar ni všeč vam, je morda zanimivo nekomu drugemu. In treba je priznati, da tudi naša srečanja v živo so zmeraj na kulturno izjemno visokem nivoju in da prihaja do izjemno zanimivih debat. Tisto, kar se dogaja pred in po dirki, je seveda neka dodana vrednost, ki jo marsikateri drugi kanal, ki se ukvarja s Formulo 1, enostavno nima. Lepo je nekomu praviti, kaj se je zgodilo na določeni dirki, ampak bistveno je dati besedo tudi vam, ki ste na drugi strani, tudi vam, ki imate drugačni pogled od mene. In treba je povedati, da do tega trenutka se vas je zbralo kot naročnikov 1300, kar je, bodimo iskreni, izjemno nizka številka, še posebej, ko vidim razne naše vplivnike, ki imajo 10.000 naročnikov in izdelke, ki niso podobni nobeni zadevi. Sam se trudim, da so moji prispevki malce boljši, ne samo na vsebinski ravni, ampak tudi na tehnični. Čeprav, priznam, še zmeraj zadeve snemam na telefone in rabim opremo, ki je daleč od profesionalne, mi je zanimivo, kako sem lahko sam sposoben nekaj producirati, na primer v kvaliteti 4K, naše komercialne televizije pa kaj takega si ne morejo privoščiti. Sam sem se za ta korak odločil, ker vas približno 12–13% redno gleda moje prispevke na televiziji. In mislim, da si zaslužite tudi to. A treba je poudariti nekaj. Tu na kanalu Bajor's Way nismo fanatiki, nimamo neke manije o Formuli 1, nismo najhitrejši, najboljši, ne vem kaj in ne govorimo o tem, za kateri nogometni klub navijajo določeni vozniki Formule 1, s kom hodijo na večerjo ali pa kako dolgo jahto imajo. Na kanalu Bajor's Way govorimo o Formuli 1. Poudarek dajemo seveda na vsebini in ne na izgledu, ne na nekih imenih, ki si jih več ali manj avtorji prilepijo sami. Namreč mnogokrat sem opazil, da če nekoga imenujejo prvi glas slovenske Formule 1, je to nekaj, kar si je nekako izmislil sam, in če nekdo pravi, kako lahko ekskluzivno dobi neko informacijo, jo je skorajda zagotovo prepisal. Namreč zanimivo je, kako znamo v našem okolju ustvarjati vzdušje brez prave vsebine. Pred časom sem bil izjemno kritičen do one makete, onega šovkarja, ki so ga pripeljali v Ljubljano. Namreč verjetno nam, navdušencem Formule 1, ni vseeno, če na modelu bolida iz leta 2024
je lepo prilepljena napačna številka. Ampak po drugi strani, ko sem malce brskal po družbenih omrežjih, sem videl ogromno navijačev. Ampak ogromno navijačev, ki so prišli gledati maketo Formule 1 v oblačilih tiste ekipe, ki so jih verjetno kupili na znani kitajski spletni trgovini, kjer se prodajajo očitni ponaredki. Torej, če nekdo pride v ponarejeni jakni svoje najljubše ekipe, lahko tudi vidi ponaredek tistega bolida, ki ga je prišel gledati. A se vam ne zdi logično? In treba je povedati, da tudi sam sem presneto utrujen. Objavil sem že več kot 2500 prispevkov, ki so, kot sem povedal, dobri, slabi, nekaterim so všeč, drugim sploh ne. Verjamem, da nekateri me iskreno sovražijo. Verjamem, da mnogi ustvarjalci tudi zaradi tega, ker kažem na njihove pomanjkljivosti, na njihove šibkosti. Namreč znano je, da imam sam tu veliko napako, da ne morem reči, da je nekaj dobro, če v resnici ni. Če zadeve poveš površno, če zadeve poveš zgrešeno, te bom najprej vljudno popravil. Če boš nadaljeval v tisti smeri, bodo zadeve začele biti verbalno malce bolj grobe. Ampak izkoristil bom to priložnost, namreč ob 7. rojstnem dnevu bi vas prosil za neko manjšo uslugo. Ker se običajno ne bavim s tem, da želim tako prilisičiti YouTube, da bi bolj propagiral te moje prispevke in da bi nekako skušal ustreči njihovim zadevam, vam vsak dan ne težim s tistim, da date palec zgor, da se naročite na kanal in da seveda komentirate v samih pripombah. Tega ne počnem, ker se mi zdi bedasto, ampak algoritem si seveda tega nekako želi, da zadeve propagira naprej. Sedaj verjamem, da vam ni težko stisniti palca navzgor, napisati pripombo, pa če tudi samo hej Simon, kako si kaj danes in podobno, samo zato, da bi zadeve razširili naprej. Namreč menim, da je rahlo čudno, kako v Sloveniji kanal, kot je moj, ima v bistvu izjemno ozko publiko, izjemno majhno gledanost. In drugi, ki so po tehnični in vsebinski plati bistveno na nižjem nivoju, prosperirajo. Nočem trditi, da je nekdo plačal za to, da ima določeno število naročnikov, ampak marsikdaj se lahko tudi tako zdi. Ampak dejstvo je, da pri nas imamo, kot sem že mnogokrat povedal, malce nižjo raven v kulturi motošporta. In to je tisto, kar želim sam dvigniti. Kot ste verjetno že opazili, sam vam ne ponujam dobesedno tistega, kar piše na znanih straneh. In seveda moji članki niso čisti prevod onega, kar sem nekje videl, nekje prebral, samo zato, da bi vam ustvaril nek občutek, kako strokoven pa sem. Sam želim dodati neko dodano vrednost, nekaj, kar drugi ne da. Namreč v letu 2026 je izjemno enostavno prebrati novice na tujih portalih. In seveda, če slišite eno in isto zadevo pri meni, bi bilo rahlo smešno. Ampak tudi rahlo smešno je, ko me nekdo kritizira, naprimer zaradi mirskih enot, ki jih ne razume. Čeprav bi lahko porabil samo 2 sekundi, jih dal v svoj telefon, ki bi jih v trenutku pretvoril v nekaj, kar bi mu bilo bolj razumljivo. A mnogokrat sem ugotovil, da čeprav je Formula 1 v osnovi takšna, da jo lahko vsakdo razume, naprimer samo srednješolsko izobrazbo, je za mnoge ta stopnja previsoka. Glavno, da je zvok,
glavno, da se kriči, glavno je, da naši zmagajo. Zakaj in kako, pa nikogar ne briga. In tu še zadnja današnja anekdota, ki bo morda marsikoga tudi nasmehnila. Namreč, ko sem še sodeloval pri televizijskih komentiranih raznih dirk, mi urednik reče, naj komentiram tako, da bo vsaka babica doma razumela, zakaj gre. In sam sem mu odvrnil, glej, če je večinska publika, ki nas spremlja pri prenosih raznih dirk na nivoju babic doma, imamo resen problem. Kajti babica zagotovo si zasluži spremljati tudi dirke Formule 1. Ampak če je ona naša ciljna publika, smo mi tisti, ki ne vemo, kaj počnemo. Torej, zamislite si, če na vašem najljubšem prenosu vam govorijo tako, kot da ste starejša babica, ki sploh ne razume, zakaj gre pri stvari, je to zaradi tega, ker vas imajo za nekaj takega in ne znajo povedati nič drugega. Zato sem imel sam probleme in jih verjetno še bom. Zato drugi prosperirajo in zato imamo v Sloveniji slabe prenose. A kot ponavadi tudi tokrat gre za moje videnje in moje mnenje. Vaše pa pričakujem v samih komentarjih. A toliko za danes, za ta malce drugačen prispevek ob 7. rojstnem dnevu tegale kanala. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.